Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču. Gospod Jerman, čast učiteljskega stanu zahteva... Poznam politovco! Čast učiteljeva zahteva, da bodi danes bel in jutri črn, kakor ukazuje gospodar. In nadalje še zahteva, da imej glavo na voljnem konopcu, zato da se s pridom priklanja na vse 4 strani. In še zahteva, da bodi koleno ne od kosti, te več od testa, zato da klekne sredi ceste v blato, če je prilika in ukaz. In nazadnje zahteva, da imej učitelj zaklenjena usta, ključ od ključavnice pa obeše na šolske duri. Znam jo gladko to molitvico. Ali je pravično, da sodniki prosijo namesto, da bi sodili? Sam si je sodil. Nikar v planine, tovariš, zdaj na zimo. Da. Rekli so mi, da ste izgledno učeni in da je velika vaša prihodnost. Tudi so mi rekli, da ste izgledno blagi, da skrbite za svojo mater, ki je stara in vetežna. Ne imenujte je svetnice s tem oskrunjenim jezikom. Zarjam vas, da ne prestopite najosnovnejših oblik družabnega občevanja. Upam, da boste vse premislili. Gospod nadučitelj, v vseh ostalih stvareh se pogovorimo ob večerji. Še okno odpri na stežaj, da se razkadi. Stoj. Le besedo. Veš, da se ukvarjam z zgodovino slovenskega naroda. Ne zamiri. Hribih je ne boš pisal. Potrpi, ne boš zamudil večernic. Biva sam. A srečeni... Zdaj preučujem zgodovino protireformacije. Takrat so v naših krajih pobili polovico poštenih ljudi, druga polovica pa je pobegnila, kar je ostalo, je bila smrdljiva drhav. In mi smo vnuki svojih dedov. Odpiraj bratovske solze, sirota mora šuj gorje. Kdor po srečo sam uživa, Naj še solze sam preliva. Zvočnim odlomkom iz predstave Hlapci, ki jo je režiral Dušan Jovanović v Mestnem gledališču ljubljanskem v sezoni 1980-81 in z Janezom Hočevarjem, ki je upodobil lik Jermana, začenjamo današnjo oddajo, v kateri se bomo posvetili Dušanu Jovanoviću kot umetniškemu vodji slovenskega mladinskega gledališča. Ambiciozno zastavljen program, ki ga je Jovanović v slabem desetletju, začenši s koncem 70. let prejšnjega stoletja, izvedel z ozko ekipo sodelavcev, je dal zunanjo podobo in ustvaril notranjo dinamiko gledališča, kot ga poznamo še danes. Preimenovano Mladinsko gledališče Ljubljana je nov naziv dobilo prav na pobudo Dušana Jovanovića. Snov za oddajo črpamo iz besedila Trg 7. kongresa ZKJ-1, ki ga je napisal Janez Pipan za zbornik o Dušanu Jovanoviću. Ta je izšel ob obsežni retrospektivni razstavi Jovanovićevega dela v Cankarjevem domu na začetku leta 2025. Janez Pipan se je kot režiser dramaturg v Slovenskem mladinskem gledališču zaposlil ob nastopu Dušana Jovanovića kot umetniškega vodje in je bil član najožje ekipe ustvarjalcev novega slovenskega, jugoslovanskega, evropskega in v naslednjem desetletju tudi širše svetovno znanega gledališča. Pipanovo besedilo dopolnjujejo odlomki izbranih predstav, ki jih je Dušan Jovanović režiral v tem obdobju, v SMG-ju in drugih slovenskih gledališčih. Oddaja pa je nastala v sodelovanju s Slovenskim gledališkim inštitutom, tudi izdajateljem prej omenjenega zbornika. Ko sem zadnje mesece občasno postopal okrog hiše, ki je nekoč imela naslov Trg 7. kongresa ZKJ-1, da bi našel kakšno znamenje starih zgodb, da ne rečem zgodovine, sem se počutil kot tat, ki hoče odkriti in ukrasti spomin. Ničesar več ni, še celo obelisk ob Dunajski cesti je sramočen z ogabnim displejem za reklame, ki ne zanimajo nikogar. Sprašujem se, kaj bi pomenilo, če bi na njem še vedno vihrale rdeče zastave. Bi stal v muzeju ali v nočni mori?
Tudi leta 1980, ko sem se pridružil Dušanu Jovanoviču in Marku Slodnjaku pri delu za novo slovensko mladinsko gledališče, ni nič na lokaciji spominjalo na preteklost, katerokoli preteklost. Nasprotno, prostor je bil degradiran, še vedno je bilo to gradbišče nedokončane gradnje iz predvojnih let, s Titove ceste pa je bil možen dostop skozi pasažo Slovenja lesa in po ozkem, ograjenem na pušču ob stavbi, kjer je bilo srečanje s pešcem, ki je prihajal iz nasprotne strani, vedno zapleteno in nekoliko neprijetno. Na desni strani Titove ceste onstran nesmotrno pozidanega trga je bilo in je še vedno gledališče, ki smo ga nameravali spremeniti v najboljše gledališče v državi. To smo tudi naredili. Na začetku so se gledalci počasi in obotavljivo odzivali na naša vabila, zato smo jih čakali in preštevali pred vsako predstavo za izven. Kaj? Mladinsko gledališče, to je vendar za otroke. Baje dajejo neko predstavo z latinskim naslovom, nekakšno mašo, ali hočejo gledališče spet spremeniti v semenišče? Govori se, da je to treba videti, toda trg 7. kongresa ZKJ-1, kje za Boga pa je to? Jovanovičev prenovitveni koncept SMG, slovenskega mladinskega gledališča, je raztresen po njegovih intervjujih in priložnostnih javnih izjavah ter zapisih, zapisnikih, obrazložitvah in drugih uradnih ali poluradnih dokumentih, v marketinških geslih, ki so napovedovala posamezne uprizoritve in sezone, največji del kreativnih idej, ki so včasih padale kot debela toča ob nevihti pri vsakršnih gostilniških in drugih omizjih, pa sploh ni bil dokumentiran. Kljub temu je iz razpršene in porazgubljene diseminacije, ki izvorno pomeni, kot pove slovar, razširjenje bolezenskih klic po telesu, nastal program, toda program, ki se je kot nevihtni oblak, kot čebeli roj, nenehno spreletal med vladajočimi kulturnimi in političnimi diskurzi, jih polemično nagovarjal in napadal, iskal dialog in kompromise, jih spreminjal, a se s tem nenehno spreminjal tudi sam, se navidezno vključeval in celo prilagajal, potem pa z nenadnim nepričakovanim premikom presenetil, omrtvičil nasprotnike in zabil kot zdaj Luka Dončić veličastno trojko. Kot gibljiva struktura, ki je nenehno spreminjala obliko in podobo, se diskurs nikoli ni konstituiral v fiksni, kaj šele dokončni sistem, do zadnjega je ostal odvisna in nedovršena spremenljivka. Posedanja pri gostilniških omizjih, naslanjanja na šanke po kafičih, ki so bili v prvi polovici 80-ih v Ljubljani še precej redki, niso bila namenjena samo iskanju idej, temveč tudi njihovemu sprotnemu plasiranju v javnost, preko medijev, če smo med nenehno mrkimi in nezaupljivimi novinarji in novinarkami našli kakšno bolj odprto dušo, sicer pa s pomočjo kavarniške glasovne pošte, uličnih govoric in udarnih marketinških akcij. Francozi so se bojevali v znamenitih uniformah, imenovanih Bleu, Horizon in plitkih čeladah, pravi hit sezone. Za njimi so jih prevzeli Belgijci, Italijani, Srbi in tudi Rusi. Angleži in Američani so se bojevali v znamenitih uniformah kaki barve. Angleški oficirji so nosili odprte suknjiče in srajce s kravatami. Ta kraj je bil izredno praktičen, saj je Angležem sledil domala ves svet. Glave smo nabodli na kole, trupla smo zmetali v jame, živino smo odgnali, hiše smo požgali, kašče smo spraznili, otroke smo odpeljali, ženske smo zergut. Dom
Domačnost. Domače ognjišče. Domačija. Domačin. Domačinka. Prosvetni. Dom. Zadružni. Dom. Počitniški. Dom. Planinski. Dom. Dom. Igre in dela. Dom. Onemoglih. Dom. Za slepo mladino. Rad se drži doma. Veliko časa preživi doma. Ljubo doma, kdor ga ima. Spodili so ga z doma. Toži se mu po domu. Dobil je pismo od doma. Dostavljamo mleko na dom. Doma in v šoli. Doma ima mater. Pri nas doma. Doma zapečjo. Doma pridelamo. Odkot si doma? Bodite kakor doma. Povsod je dobro. Doma je najbolje. Naša prava pisarna ali delovno mesto v prvem nadstropju akademskega kolegija na trgu 7. kongresa ZKJ1 je bila majhna, da smo se trije komaj stlačili vanjo. To je bila pisarna umetniškega vodje Dušana Jovanoviča, ki je prijazno sprejel k sebi še naju z Markom Slodnjakom. Če je prišel četrti, jo je moral eden zapustiti in narediti prostor za gosta. Običajno sem se umaknil jaz. Pogosto pa je za mano prihitel še Marko Slodnjak, na kar sva skupaj odšla na pauzo do Plavega bara. Če je dobil obisk Slodnjak, sva isto naredila z Dušanom. Sam pa sem svoje obiske naročal ob urah, ko sem bil v pisarni zanesljivo sam. Naši delovni sestanki pa so obvezno potekali v Turistu na razstavišču, ko je bilo treba narediti obsežno predstavitev naslednje sezone in se s kakšno javno objavo pohvaliti z bilanco stare, ko so padale velikopotezne repertoarne odločitve, ko smo razpravljali o zasedbah, gostovanjih, o avtorjih, ki bi jih bilo dobro nagovoriti, naj pišejo za SMG, ko je Dušan oznanil, da je dramatiziral bese Dostojevskega in da se bosta ansamblu SMG v kratkem pridružila Milena Zupančič in Boris Kavaca. Radko Polič je bil že sezono ali dve pri nas. Pa še v 100 in 100 drugih primerih je Dušan vstal izza mize in rekel: gremo na telečjo pečenko in restan krompir na Gospodarca. Če je bila zadeva res pomembna in je obetala zmago, je za glavno jed določil biftek, srednje pečen s pomfrijem in zeljno solato. Zraven se je pilo refošk, merlota ali barbero. Drugačen meni smo izbrali, kadar je bilo treba reševati zoprne stvari, ki jih ni bilo malo. Takrat smo naročili golaž, segedin ali pasulj, zraven pa veliko svežega kruha. Pili smo pivo. Polni težke hrane in slabih idej smo se po takšnem kosilu molče pobrali od gostilniške mize in odšli vsak v svojo smer. Dušan Pernat nazaj v pisarno, Marko Slodnjak, ki v gostilni nikoli ni jedel, domov na kosilo, Matjaž Vipotnik v svoj atelje na Mestnem trgu 19, jaz na vajo, če ne v knjigarno Konzorcij ali v kakšen antikvariat, Dušan pa že kam. Simpozijev na vrtu Gospodarskega razstavišča so se radi udeleževali tudi zunanji prijatelji, ki so prinašali v branje svoje drame, prevode, prispevke za gledališke liste ali kaj drugega. Blagi in blagoslovljeni časi, ko še ni bilo elektronske pošte in smo se tako srečevali. Kadar je Vipotnik že zjutraj ali zgodaj dopoldne prinesel plakate, logotipe, celostno oblikovanje za gledališki list ali za časopisne oglase, nas je od rešenika in oba razbojnika najprej stlačil v vrsto na eno stran mize, na drugi strani pa se je na široko namestil sam in začel odvezovati vrvice map in kolutov Šeleshamarja. Po mizi je razstavil osnutke, ročno narejene risbe in montaže, potem pa čakal, kaj bomo rekli. Spomnim se Slodnjakovih široko odprtih oči, ki so razodevale, da mu duša pleše od silnega vznemirjenja. Jaz sem samo momljal in prikimaval. Celo Dušan se je zresnil, čeprav je bila med osnutki tudi kakšna izvorno njegova ideja. Vprašal pro forma po rokih za natis, najraje bi do jutri, potem pa v svečanem tonu izjavil: to moramo zaliti, gremo na Gospodarca. Govoril sem s kuharjem, povedal je tudi ime, danes imajo odlične kruhove cmoke z biftekom.
Ura je bila 9, simpozij je nato trajal do kosila, medtem pa je nekdo iz Vipotnikovega ateljeja prišel po načrte in jih odnesel v tiskarno. Rudi Šeligo je prihajal nekoliko pozneje, okrog poldneva se je pripeljal iz Kranja. Simpozij z njim se je neredko zavlekel do večera ali celo do Fajronta. Natančno rečeno, toliko časa sta vztrajala z Dušanom, drugi smo eden za drugim odhajali, čim je debata postala glasna in se razvila v kričanje. Tako je nastajalo gledališče, na celodnevnih vajah in nočnih generalkah, na gostilniških vrtovih in v lokalih, ki so bili odprti do 1 ponoči, Pen klub, Romeo v Stari Ljubljani, na Bledu, na Bohinjski Beli in Črnem Vrhu, v Vipotnikovem ateljeju na Mestnem trgu 19 in v Slodnjakovem delovnem kabinetu s knjižnico na Streliški 20, med Jovanovičevimi potovanji v Berlin, Pariz in New York. Da, še posebej pomemben se je zdel Berlin, kamor sva, Janez Pipan in Marko Slodnjak, študijsko potovala marca 1981, gledala Štajnove in Cadekove predstave in o naših načrtih vso noč razpravljala z Miro Ercek, kupovala poceni knjige z dramami Heinerja Millerja v nekem podvozu S-Bahna v bližini postaje Zoo. Pozneje smo v Berlinu gostovali z Miso in A minor v nekem majhnem kletnem gledališču v alternativni četrti Kreuzberg. Tja smo prišli iz Hamburga, kjer smo v na novo formiranem umetniškem kompleksu Kampnagel na prvem velikem gostovanju izven Jugoslavije odigrali več ponovitev pred razprodano dvorano. Potovali smo tudi k Robertu Čuliju v Milheim, kjer je ustanovil teater An der Ruhr, pa v Francijo v Nancy in v Švico v Ženevo. Predvsem pa se je naše mladinsko konstituiralo na vse pogostejših gostovanjih po gledališki, festivalski Jugoslaviji, ki so kmalu prerasla v zmagovito kulturno-politično ofenzivo, se vzpostavljalo v nenehni polemični, nekajkrat tudi prepirljivi, vendar konsekventni in nepopustljivi interakciji s kulturnim, nacionalnim in političnim kontekstom, s političnim režimom in vladajočo ideologijo ter njeno konzervativno kulturno politiko, z obliko sveta in načinom življenja, ki sta nam bila določena kar za zmeraj, mi pa smo se odločili reči ne. Ko pravim mi, mislim na vse ljudi v SMG, predvsem ansambel, to razbito, med seboj sprto krdelo nekoliko zbeganih in precej zagrenjenih gledaliških garačev, ki je hitro zaslutilo priložnost, še več, ki je v Jovanovičevih potezah prepoznalo možnost nove, velike zgodbe, zato je končno le izdavilo obotavljivi ja njegovemu programu. Podrobna analiza bi najbrž razkrila, da je imel ta kolektivni mi bistveno manj članov, kot se nam je zdelo takrat. Sprva je bilo v ansamblu veliko dvomov in tudi odkritega nasprotovanja. Nekaj igralk in igralcev je protestno zapustilo gledališče. Alja Tkačev, tedaj že bivša članica ansambla SMG, je 29. oktobra 1980 zapisala v svoj dnevnik, da jo postaja strah življenja, kajti menda bo prišel ta tip Jovanovič nazaj v SMG za umetniškega vodjo. Lepo sranje. Nekaj dni pozneje je bila novica potrjena. Drži, da bo prišel nazaj Jovanovič in da bo Pipan nastavljen kot redni režiser in da bo Mare Slodnjak prišel za dramaturga. SMG Dušan Jovanovič. Brez igralcev. Vodstva in uprave bo zagotovo več kot konkretnih izvajalcev na odru. V pisarni jih bo skupaj 9, spodaj v garderobi je ta starih natanko toliko, 9. Baje prihajajo novi. Prišel je december in prvi premieri novega SMG. Peržanom 9. decembra je malo pred Božičem sledila Misa in A minor 21. decembra 1980, obe v Rističevi režiji. To sploh ni več mladinski teater, to je nekakšen elitističen, sam sebi namen nekega manipulizma, snobizma, prava packarija. Ne bom šla na premiero, čeprav sem močno radovedna, kaj to bo. Je dogodke komentirala igralka s svinčnikom, ki je ob tem v Kranju z Dušanom Jovanovičem vadila Šeligovo svatbo. Premiera je bila 9. januarja 1981. Alja Tkačev pa je odlično odigrala vlogo Korbarjeve.
Iz dnevniških zapisov Alje Tkačev se vidi, da je bilo Dušanovo prihajanje v SMG dolgo in zapleteno, o čemer priča nekaj naslednjih iztrganih stavkov. 10. junija 1977 je igralka zapisala. Pogovor igralcev z Dušanom Jovanovićem. Vse tako kaže, da bo šel k nam v službo za umetniškega vodjo, kar mika ga, in morebiti bo res prišel. In smo šli k trti po razgovoru. Pravi čas zanj, da pride zakuhat naš teater. Pa nesramno tvegavanje, to je zagotovo njegova najboljša odlika. Saj dolgo ne bo ustrajal, 2 leti najbrž. Zanimanje igralcev za Dušanov angažma je bilo razumljivo in najbrž iskreno. V preteklih letih je v Mladinskem gledališču uprizoril nekaj izvrstnih predstav, ki so gradile slavno zgodovino tega teatra. Omeniti je treba vsaj Piko Nogavičko, premiera 6. februarja 1974, in legendarne Žrtve mode Bum Bum, premiera 16. oktobra 1975. Vendar se je odločitev o njegovem imenovanju nenehno odlagala. Alja Tkačev, ki je po vsem sodeč dobro poznala zakulisna prerivanja, je 6. decembra 1977 ugotavljala. Politika je obupna. Dušan Jovanović ne more biti naš umetniški vodja zaradi politike. Lado Kralj ni dramaturg v drami zaradi politike. Le nekaj strani naprej pa sledi šokanten preobrat. Ponedeljek 28. avgusta 1978. Dušan je dal odpoved. Torej je bil vmes le imenovan. Zanimivo je, da igralka v dnevniku ni zabeležila datuma imenovanja. To je moral biti važen dogodek, celo nekakšna zmaga, še posebej za igralce, ki so si prizadevali za njegov prihod. Ne gre pozabiti, da so si nekateri, recimo politično vplivni in bolj konzervativni igralci, zelo prizadevali, da Jovanović ne bi prišel. Še bolj so zanimivi igralkini nadaljni zapisi s Svinčnikom. Naprimer 13. septembra 1978. Dušan je baraba in lumpje. Dela sicer okej, kadar dela, in zagazil je v naše močvirje, se pravi mladinsko, in ne mara tudi v svoje. Nekaj dni pozneje mu že očita, da bo do konca leta 1978, če ne dalj, prejemal plačo umetniškega vodje, kar ni več. Kljub odpovedi je Dušan nadaljeval z delom, da bi realiziral načrtovano sezono, kar 11. januarja 1979 prizna tudi Tkačev. Načrtuje tudi že naslednjo sezono, ki jo bo začel z lastno dramatizacijo in režijo Martina Krpana. Toda 12. novembra 1979 je svet SMG spet iskal umetniškega vodjo. V igri je bil Zvone Schädelbauer. V četrtek, 25. septembra 1980, je igralka resignirano zapisala. Zares propad. Umetniškega vodstva ni in ga ne bo. Pa kdo vodi? Nihče. Če se ne bo zgodil čudež, bo dokončno krepnilo. Kmalu sledijo zapisi, ki sem jih že citiral. Igralci so odhajali. Najprej Brane Ivanc, nato Silvi Božič, kmalu tudi Jože Mraz, Božo Volk in Alja Tkačev. Če je verjeti slednji, je ansambel v določenem trenutku razmišljal celo o kolektivni odpovedi. Odhajali so tudi še po Jovanovićevi vrnitvi, po njegovem drugem prihodu v SMG leta 1980. Naprimer Vladimir Jurc, ki je dobil angažma v tržaškem Slovenskem stalnem gledališču. Prihajali so novi, mladi. Prišla je Jadranka Tomažič iz Celja, kmalu tudi Rac iz Drame. Nastajal je ansambel kot misleče telo, prvi takšen v bivši Jugoslaviji. Čeprav so bili igralkini dnevniški zapisi narejeni za zasebno evidenco in najbrž po njeni volji ne bi bili objavljeni v prvotni obliki, če sploh, čeprav zdaj lahko beremo samo izbor iz njenih dnevnikov, urednik knjige pa ni pojasnil, po kakšnem kriteriju je izbiral, kaj je izpuščal in zakaj, so dober, če ne kar natančen odraz precej histeričnega, javnega in notranjega diskurza, ki je zaznamoval delovanje SMG konec 70. let. V delu javnosti pa se je nadaljeval tudi še naslednja leta. Najbrž je res šlo za biti ali ne biti, čeprav je bil na čelu gledališča nihče drug kot Dominik Smole. Toda v zborniku
Ali je prihodnost že prišla? Beremo podatek, da je bil Smole direktor gledališča med letoma 1972 in 1976, pozneje pa do 1980 samo še lektor in dramaturg. Med letoma 1976 in 1978, ko sta Smoleta nasledila direktor Petar Jovič in umetniški direktor Dušan Jovanovič, ni gledališča vodil nihče. Navzlic temu gledališče ni prenehalo delovati, kar je bilo možno samo v samoupravnem socializmu. Oblast je gledališče lahko ukinila, tedaj niti tega ne več, ni pa se smelo zgoditi, da bi kar odmrlo, še posebej ne mladinsko gledališče, ki je opravljalo pomembno družbeno funkcijo estetske prevzgoje mladih ljudi. Vso vašo grdobijo vidim do dna, vse vas do zadnjega razumem. Podoben si, strašno si podoben, mogoče si celo kak njegov sorodnik, kakšni premeteni ljudje. Samo moj je jasen sokol in knez, ti si pa čovk in krošnjarček. Moj se celo Bogu prikloni, če hoče, če noče pa ne. Tebe je pa celo šatuška, moj mili, dobri, prisrčni polici hočofal. In kakšen strah te je takrat popadel, da si prišel? Kdo te je takrat prestrašil? Kakor hitro sem zagledala tvoj nizkotni obraz, ko sem padla in si me prestregel, mi je bilo, kakor da se mi je črv zagrizel v srce. Ne, to ni on, sem si rekla, to ni on. Moj knez bi se me nikoli ne zasramoval pred neko gosposko, gospodično. O, križ Božji, pa mi je bila to edina sreča vseh 5 let, da je moj sokol nekje tam, za 9. goro, živi in leta in se dviguje k soncu. Govori, samozvanec! Ali si veliko dobil, ali si se za velik denar prodal? Jaz bi ti še počenega groša ne dala. Idiotka! Stran, samozvanec. Jaz sem žena svojega kneza in se ne bojim tvojega noža. Noža? Ja, nož imaš v žepu. Mislil si, da sem spala, pa sem videla, kakor hitro si vstopil. Si potegnil nož. Kaj govoriš? A se ti blede? Griška, otrepjev, prekleti. Nož! Pobudo za preimenovanje Mladinskega gledališča Ljubljana v Slovensko mladinsko gledališče je dal Jovanovič, ki je hkrati pogojeval svoj prihod na čelo gledališča z ureditvijo in konsolidacijo njegovega statusa, formalne organiziranosti in stabilnega financiranja z lastnim žiro računom. Spominjam se pogovorov o preimenovanju, saj se je Jovanovič posvetoval z nama Slodnjakom, ko še nisva nič vedela o morebitni zaposlitvi v SMG. Verjetno v času vaj za kralja na Betajnovi v mestnem gledališču Ljubljanskem septembra 1978. Slodnjak je bil lektor, jaz asistent režije. Preimenovanje je Jovanovič štel za ključno dejanje. Krst je izvedla skupščina mesta Ljubljana, krstni boter je bil dejansko on sam. Delavci na referendumu niso odločali o imenu, temveč samo o osamosvojitvi. Mladinsko gledališče že dolgo ni več samo ljubljansko, saj gostuje s svojimi predstavami po vsej Sloveniji, je utemeljeval svojo idejo. In v zamejstvu. Mladinsko mora zato postati nacionalno gledališče, gledališče z nacionalnim statusom, nacionalka. Zakaj samo drama? Zakaj drama za vse večne čase, drugi pa to ne morejo biti? Zakaj sploh drama, ki ne izpolnjuje kriterijev in model nacionalnega gledališča spreminja v muzejski eksponat? Je bil kritičen in oster, ob tem pa jezen na dramo, ker so tam že nekaj sezon odlašali z uprizoritvijo osvoboditve Skopja in ga ignorirali kot režiserja. Idejo mi je znova omenil nekaj let pozneje, 1986 ali 87, med vožnjo na neko gostovanje v Zagreb. Najbrž smo tam gostovali z Blodnjami in besi po Dostojevskem. Kaj meniš o tem, da bi SMG postalo gledališče z nacionalnim statusom? Me je vprašal naravnost. Razpravljala sva vso pot do Zagreba in med poznim nočnim vračanjem domov. Dušanu
se je takrat že iztekel mandat umetniškega vodje, ki ga ni želel več obnoviti. Štafeto je predal Ivu Svetini. Če bi prišlo do statusnega preoblikovanja v nacionalko, bi se vrnil, mi je dejal, ampak kot ravnatelj z ustreznimi pooblastili in boljšimi materialnimi in kadrovskimi pogoji za delo, kot smo jih imeli takrat v Mladinskem. Zamisel se zdi presenetljiva, če poznamo Jovanovičevo osebno zgodovino. Bil je ustanovitelj neoavantgardnega gledališča Popilje Ferke Verk konec 60. let, eksperimentalnega gledališča Glej v začetku 70. pobudnik bojkota ljubljanske drame, ki ga je podprla večina slovenskih režiserjev, celostni avtor uprizoritve Žrtve mode Bum Bum leta 1975 v Mladinskem, ki jo večina poznavalcev šteje za najpomembnejši slovenski gledališki dogodek tistega časa. V to kategorijo pa nedvomno sodita tudi drami Osvoboditev Skopja iz leta 1977 in Karamazovi iz leta 1980, ki so ju umetniški vodje še skrivali po predalih, o njiju kljub temu srdito razpravljali vsakršni samoupravni organi, nosilci dejanske oblasti, kamuflirana transmisija partije, ju odstavljali z repertoarja tik pred premiero Karamazove v Narodnem pozorišču v Beogradu ali kategorično zavračali uvrstitev v repertoar Zgodba osvoboditve Skopja v drami SNG Ljubljana. Teatrologi in kritiki pa mrzlično tipkali bojevite analize, ki so s presežniki opisovale prelomne pomene in učinke obeh dramskih umetnin. O obeh Jovanovičevih dramah, ki ju kar nekaj časa ni bilo mogoče videti na odru, so konec 70. razpravljali vsi. Njun avtor pa je postal središčna oseba slovenske in jugoslovanske dramatike. Jovanovičeve drame so bile kar nekaj let prva in najbolj vroča tema političnih razprav v jugoslovanskem tisku in drugih medijih, v katerih sta se politika in estetika prepletali do te mere, da sta osvobajajoče sprostili precej astmatično dihanje družbe in posledično zagnali mehanizme, ki so povzročili spremembe družbenega razpoloženja. Tudi Jovanovič ni miroval. 70. so bila v mnogih pogledih njegovo desetletje. Beograjski teatrolog Jovan Čirilov ga je pozneje portretiral z naslednjimi vzkliki. Dušan Jovanovič je v tem obdobju, v 60. in 70. v vseh bitkah, polemizira, rogovili in režira agresivne predstave. Prvi slači akterje na odru, presedi ves september na Bitefu v Beogradu in na vseh njegovih okroglih mizah, potuje po Evropi s široko odprtimi očmi. Vsak bi se vprašal, kako je mogoče, da ta človek ob tolikšnem javnem razdajanju najde čas še za pisanje. Strašna si, veš, da delaš za veliko stvar. Privatila bo še svoj kamenček k svetli stavbi svobode in kamen k palači revolucije. Goriš! Še nikoli te nisem videl utrujene, si sploh daj. Kaj misliš, da imam sluškinjo? Misliš, da sta moja dva fanta dragi bilki, ki rasteta kar sami, da jo oblaki pokrivajo in vetrovi zibajo? Ampak ti najbolj še gospodinstvo upravljajo z revolucionarnim zanosom. In tako v službi delaš za revolucijo, doma pa vzgajaš bodoče revolucionarje. Zmeraj sem mislil, da poklicni revolucionarji ohranjajo kaj zase. Da imajo potiček, kamor poklic ne seže. Zgrabi strast revolucije. Če vstopiš, te preplavi brez ostanka. Poleg tega se je Jovanovič konec 70. formiral kot prvo ime gledališke režije. Njegove uprizoritve Cankarja in Šilerja definirajo nov status dramske klasike na slovenskem gledališkem odru in stoletno zamudo uveljavijo gledališko uprizoritev kot avtonomno umetnino. Dogodek, ki v celoti nastane na gledališkem odru, ne pa po nareku dramatikovih didaskali. Njen smisel in njena celotna teleologija pa nista več podrejena drami in literarni tradiciji. Še globlji odtis so v gledališki praksi in kolektivni zavesti naredile njegove režije dramskih del sodobnih avtorjev, na prvem mestu Rudija Šeliga, Kdor skak tisti hlap v Gleju, Čarovnica iz Gornje Davče v Celju, Svadba v Kranju in končno Ana in Slovenska savna v SMG. Ta niz je do te mere preobrnil način uprizarjanja, da vrnitev na staro ni bila več mogoča.
To so bile uprizoritve, ki so navduševale tako z magičnimi vizualnimi atrakcijami kot z miselnimi zarezami v kolektivno zavest in vladajočo ideologijo. To je bilo gledališče zapeljevanja, ki je proizvajalo revolucionarne metafore. Iza neobaročnega vizualnega imaginarija je govoril neposredni politični diskurs, ki je odklepal vrata za tohle ječe mišljenja. Ječo sveta kaže odpirati, ne stilizirati, je zapisal Taras Kermauner. Stavek pa sem že ob prvem branju počrtal s tako močno potezo, da sem svinčnikom prerezal list v knjigi. Kermauner je v razpravah, ki jih je objavljal leta 1981, novi stil uprizarjanja označil z besedo hipermodernizem. Beseda postmodernizem še ni bila v obtoku in med hipermodernistične režiserje poleg Jovanovića uvrstil še Ristića in Koruna. Kakorkoli, Dušan Jovanović je imel v tistih letih vse razloge za to, da hodi naokrog ves v belem. Dušan Jovanović je konec 70-ih prihajal v SMG kot velika zvezda. Njegov sloves pa se je z vsakim napadom konzervativnih dušebrižnikov, z vsako problematizirano ali celo prepovedano dramo ali uprizoritvijo samo še stopnjeval. Ni bil slaven samo kot umetnik, temveč tudi kot intelektualec. Za določen krog ljudi, v nekem kotu te množice sem molčal in žarel od vročega soglasja tudi jaz, zapiše Janez Pipan, je njegova karizma pomenila nekaj takšnega kot predavanja Dušana Pirjevca na Filozofski fakulteti in njegovi spisi v 60. in 70. letih. Časopisje je nenehno objavljalo intervjuje z Jovanovićem, v gledaliških in literarnih revijah so izhajale obširne analize njegovih dram in uprizoritev. Tedaj je vrhunec posameznikove veljavnosti pomenil intervju v zagrebški reviji Start. Če so te objavili v Startu, si bil res nekaj in nekdo v jugoslovanskem merilu, pri čemer je treba opomniti, da so se med intervjuvanci znašli tako vodilni predstavniki režima, oblasti, kot opozicije, še posebej intelektualci. Z intervjuji v Startu in Prologu se je Jovanović uveljavil kot eden vodilnih jugoslovanskih kritičnih intelektualcev, kot mislec resničnosti ali, kot se je reklo takrat, prakse in norih, prevratnih utopičnih idej, zapisanih v dramskih prizorih, vpisanih v semiotiko uprizoritev. Spoštovani poslušalci in poslušalke, to je bil Oder, oddaja o sočasnem gledališču. V njej odlomki iz besedila Trg 7. kongresa ZKJ-1, ki ga je napisal Janez Pipan in je objavljeno v zborniku Dušan Jovanović, ki ga je izdal Slovenski gledališki inštitut leta 2025, uredila ga je Diana Koloini. Slišali smo tudi zvočne odlomke iz predstav, ki jih je v 70. in 80. letih minulega stoletja režiral Dušan Jovanović. Hlapci, mestno gledališče Ljubljansko, sezona 1980-81, Žrtve mode Bum Bum, slovensko mladinsko gledališče, sezona 1975-76. Blodnje, slovensko mladinsko gledališče, sezona 1985-86, Ana, slovensko mladinsko gledališče, sezona 1983-84. Več podatkov in dokumentacije o omenjenih predstavah je na voljo na novem spletnem portalu Oder, nasledniku portala Si gledal. Besedilo sta brala Mateja Perpar in Aleksander Golja, ton in montaža Franci Moder, oddajo sva pripravili Ana Perne, teatrologinja in kustosinja Slovenskega gledališkega inštituta Gledališkega muzeja, in Petra Tanko, ki se vam zahvaljujem za pozornost. Za ponovno poslušanje je oddaja na voljo na naših spletnih straneh in v aplikacijah za podcaste. Prijeten dan vam želim še naprej in vas lepo pozdravljam.